To razstavo smo pripravili na vabilo Mare Ambrožič Verderber in Obalnih galerij. Vabilo smo sprejeli približno leto in pol nazaj, in od takrat dalje smo ta impozanten prostor nekako jemali kot izhodišče skupaj z njegovo zgodovino in umeščenostjo v lokalni prostor. Razmišljali smo o tem prostoru, ki je recimo Luka Koper, kot v prostoru, kjer je zdaj pristanišče, prej so bile soline, še predtem pa neka močvirnata pokrajina. Se pravi, gre za nek prostor, ki doživlja ves čas transformacije in sploh ni nujno, da bi bila Luka nekako ta poslednja varianta. Predstavljali smo si ta prostor kot eno pokrajino potem, se pravi, eno pokrajino potem, ko ljudje tam ne bi več bili, eno pokrajino, ki ne bi bila več niti ne naravna, niti ne od človeka, ampak nekaj, kar bi se na ta čas, ko so ljudje tukaj bili, in narava in soline nekako spominjali v neki daljni preteklosti. Kako bi lahko izgledal ta svet, kako bi funkcioniral. In potem smo si to pokrajino predstavljali, kot ta galerijski prostor, kot neko cono, kjer ta pokrajina nekako komunicira, nekako izseva ta spomin na človeško preteklost. Celotno razstavo smo zasnovali kot nek sistem, kot koreografijo zvoka, teh objektov, svetlobe in videov. Nekaj, kar bi funkcioniralo kot nek sistem, ki bi pač z nekimi elementi imel te komunikacijske kanale, kjer recimo tudi glas, ta breztelesen glas, ki bi govoril besede, ne bi bile te recimo besede več toliko, ne bi imele tako močno sporočilno vrednost, temveč bi bile že skoraj besede odrezane od konteksta, ki bi sicer govorile ta jezik, ki se je tukaj nekdaj nahajal, ampak ki bi bile že nekako toliko oddaljene od tega, da bi ta glas skoraj kot nek odmev enega sermona, ki je nek šepet na vetru, ki je še nekako ostal od enih časov iz preteklosti. Tall and mobile the rocks tumble up in leaps defiant of gravity to settle for panorama vistas, looking out to ensure nothing will rise higher than their weight, will crush down where the rest of us lie. Landscaped to dust for sustenance and company, at once refuted and alone, we move onward. Tako smo tudi pač ostale elemente te razstave na ta način oblikovali nekako v dialogu s tem prostorom, se pravi recimo od teh pisanega asfalta, ki je tukaj po tleh v tej stavbi, ki je nekako služila v preteklosti kot skladišče soli od solinarjev, tukaj bližnjih solin, do pač teh pristaniških infrastrukturnih elementov, ki se navezujejo na logistiko, na kontejnerski transport, do pač nekih drugih elementov, ki nekako vzpostavljajo eno tako posebno stanje, kot neko tako cono. Na primer, en zelo ljub element na tej razstavi je tudi en video, ki smo ga naredili z umetno inteligenco. V videu, ki se naslanja na Solaris, se pravi na to znanstveno-fantastično zgodbo od Stanislava Lema in na film od Andreja Tarkovskega z istim imenom. Se pravi, tam je Solaris, je ta planet, ki je cel zgleda kot nek ocean, ampak da je nekako sentient, se pravi, da ima neko zavest, da ima nek agency. In ta planet v bistvu iz naših, oziroma iz spominov od tamkajšnjih znanstvenikov, ki ta planet proučujejo, črpa iz njihovega spomina stvari in jih potem neke kopije dela v njihovem svetu, ki so pa nekako off. In umetna inteligenca je predstavljala neko zanimivo vzporednico s tem, se pravi, z nekega našega kolektivnega spomina, ki je nekako na internet,
črpa te podatke, te podobe in dela neke podobe iz tega, neke kopije, ki pa so spet nekako off. Tako da tudi v filmu Tarkovskega so že tisti prizori na začetku, ki so na zemlji, če jih gledamo še enkrat ta film, so že tisti prizori se zdijo nekako sanjski. Se že zdijo, da tista narava, v kateri ki jo ta protagonist malo idealizira, je že nekako koruptirana narava, je že predrugačena. Že ne vemo kot gledalci, a je že to Solaris. In tiste prizore smo nekako poustvarjali z umetno inteligenco, da so te tipične umetna inteligenca, te fore noter, recimo, da se ena bilka trave cepi v tri, pa da so neki taki čudni zoom in in zoom out. Je nek interference je tam noter, ne. Tukaj v prostoru pa je Katrin Euler, ena zvočna umetnica iz Dunaja, ustvarila tudi neko zvočno pokrajino, ki smo najprej takoj seveda pomislili, da bi poskušali delati iz zvoka nekako tukaj, da bi neke sample delali, da bi snemali tukaj recimo na solinah neke zvoke, pa potem jih nekako njih uporabljali. Ampak smo se potem spomnili, seveda ne, pač neka pokrajina, ki bi se nahajala po tem času, bi imela v bistvu spomin na ene druge zvoke. Tako da se je Katrin odločila popolnoma na novo sintetizirati neko pokrajino, ki bi bila spet sicer spominjala na neke podobne zvočne kulise, kakor so v naravnem okolju, ampak bi bile seveda popolnoma artificialne. Kaj rečem, glas ptic ne bi bil več glas ptic, ampak bi bil pisk nečesa, kar mogoče se skriva v grmu. Enako ta objekt tukaj, ki je nekako tukaj na sredini prostora, je nekako v referenci na te kontejnerje v Luki Koper, ne. Ampak seveda, da je nekako predrugačen in da lahko je, kaj rečem, nosilec enega objekta, ki je tukaj v odsotnosti in ki mogoče ni več za našo urodnost. Potem pa na razstavi še ena kinetična skulptura, ki smo jo zasnovali z Dmitrijem Morozovom oziroma umetnikom Vitol. Vitol je pomagal, da smo sprogramirali spet smo naredili eno tako travo na razstavi, ki se premika glede na določene indice znotraj tega zvočnega elementa in ki je tudi pač v bistvu nekako daljeno v referenci na film od Solarisa, kjer si tamkajšnji astronavti in znanstveniki, zato da bi se spominjali na zvok Zemlje, v bistvu si na te zračnike prilimajo kose papirja, zato da tisto nekako šumi, tako kot listje. In potem mi je bilo zanimivo pač ta spet artificialen moment nečesa, nekaj, kar je najbolj artificialno, da nas spominja na neko naravno okolje, ta pač tipičen Unheimlich obrat. Prej sem omenil ta tekst, ta glas, ki ga je razvila Miriam Stovney, ena umetnica, ki tudi je živeča na Dunaju, ampak sicer je iz Anglije. Ona je pa tudi nekako, sva se pogovarjala, kako točno bi te besede izgledale, kakšno strukturo bi imele, kako bi nekako bile atomizirane med sabo, že nekako razpadle, ampak kljub temu funkcionirale kot neka, bi rekel, poslednja molitev za to, kar je nekako že mimo. In open air perched, between two others, in a similar predicament, drawing the end of one life and the possibility of another, risen from the plenum like a bird ignited in a volatile climate to set this world on fire and maintain the transformation that once started cannot be extinguished until that world in ash and embers, forgive them, Father, makes its dusty regrets known.
Mara Ambrožič nas je povabila tudi, da naredimo eno zadevo v loži, v galeriji v Kopru. Spomnila se je, da glede na ta kontekst bi zelo pasalo eno delo, ki smo ga naredili leta 2017, in sicer pač ksenomorfni objekti, ki je bilo takrat predstavljeno v Društvu umetnikov v Ljubljani z kustosom Tevžem Logarjem. Tisto delo takrat je zdaj v zbirki Moderne galerije in ga je Moderna posodila in je ravno tako imelo neke te reference na nek material, ki se nekako spet razvija ki se nekako odceplja od nas, katerega raba v povezavi s tehnologijo je vse bolj avtonomna, vse bolj drvi v neko ekspanzijo in definitivno v alienacijo od nas. Kljub temu, da gre za neke oblike, s katerimi smo soočeni na dnevni ravni, za neke potrošniške produkte, pa tam so taki elementi, formalni so notro obsebovani, ta isti jezik, ampak da je ta plastika, ta olje, ki se spreminja v plastiko, ki se spreminja v tehnologijo, je nekako na ta način strukturirano, formalno, pač kot objekt, da je avtonomizirano od nas, spet. Kar je zelo zanimiva referenca pač na to, kar smo tukaj potem za to novo produkcijo poskušali izvesti z Lauro Aman. Naslov razstave je Vsiljivci nepovabljeni v kaos. Naslov je povzet po kratki zgodbi oziroma po enem citatu iz kratke zgodbe od Jorge Luis Borgesa, tega avtorja, s katerim njegovim materialom sem se tudi že na tisti prvi razstavi v Dumu ukvarjal. Se pravi, gre za pač ta moment, ko kompleksnost nečesa, ko kompleksnost enega sistema nekako ni več kompatibilna z nami, ker pride do nekega decouplinga. Se pravi, kjer svet ni več nekako podrejen, oziroma nek prostor ni nekako podrejen naši urodnosti, kjer narava ni ta stabilna narava z velikim N-jem, ampak kjer nastane v bistvu nekaj drugega. Se pravi, nekaj, kar se spreminja onkraj nas, nekaj, kar je v bistvu v relaciji do nas kaotično oziroma katastrofično. In kjer mi, tako kot je pač nekako nekaj, kar mene že pri večjih delih zanima, kjer mi nismo glavna vloga.